V glavnem potem sem dobila en snemalnik, ki mi je za stalno snemal EKG, zato da bi pač lahko bili skozi lepo pod kontrolo, da bi videli, če je bile kakršnekoli spremembe in karkoli. In potem, ko sem bila stara 14 v bistvu, ko sem šla na eno preiskavo, tako rutinsko, so videli, da sem imela 3 zastoje srca. Hej, ob skodelici kave bom tudi v drugi sezoni Metropolitan podcasta gostila znane obraze in odkrivala njihove zgodbe. Z vami sem Živa Aužner. Hej Saša. Živja. Ful sem vesela, da si danes z mano v novi epizodi Metropolitan podcasta. Enako, hvala lepa za povabilo. Kaj se ti je danes kaj lepega zgodilo? Glede na to, da dosti pozno rada vstajam, v bistvu nič kaj, ker sem vstala in na hitro se zrihtala in prišla sem. Tako da, to je to. To je zdaj ta prva lepa stvar. Kaj pa v preteklih dneh? Bi lahko izpostavila kakšen trenutek, ki se ti mogoče res vtisnil v spomin? V preteklih dneh? Kaj pa vem, v bistvu vesela sem, da je spet lepo vreme. Ker imam ful rada sonček, tako da bom šla tudi danes po moje po najnem podcastu Mečkano mesto na sprehod, to grem ful rada, tako da nekakšno kavico. To je res tisti utrip mesta. Ja. Torej, Saša Lešnjak, mogoče te, oziroma prepoznali te bojo verjetno najprej iz muzikla Briljantina, kjer si, s tem si začela, je bil to prva stopnička v tvoji karieri? Ja, v bistvu čisto prvi muzikal, v katerem sem nastopala, je bil Vesna. Ampak ga še vseeno dosti ljudi ne pozna toliko. Tam bila sem stara 17, ko sem dobila to vlogo. In je bila to v bistvu moja prva taka večja vloga. Imeli smo v bistvu tudi premiero v Križankah, tako da je bila tudi kar velika zadeva. Ampak pa ni doživela toliko ponovitev, kakor pa Briljantina. Pa Briljantina, tam sem imela itak glavno vlogo, tako da je bil pa ta glaven moment, ki me je pol izstrelil naprej. Je bilo pa tudi zelo zanimivo, v bistvu premiero Briljantine smo imeli isti teden, ko sem jaz imela maturo v šoli. Tako da je bilo kar, ampak sem vse sfurala. Ampak si sfurala maturo in glavno vlogo. Tako. Wow. Ja, bravo, čestitke. Hvala. In kako ti je bilo to z glavno vlogo stopiti v tak prepoznaven muzikal? Ja, meni je bilo noro. Briljantina je bila v bistvu prvi muzikal, ki sem ga kadarkoli videla. Mislim, da sem bila stara 8. Pred tem itak nisem sploh vedela, da muzikli obstajajo in mi je bilo samo tako, wow, tako lahko pojejo, plešejo in igrajo na odru in to mi je bilo itak vedno zanimivo, že od samega začetka. In pa sem kar malo ratala obsedena s to Briljantino, ker sem bila stara 8 in sem jo gledala tako vsak dan, tako včasih 2-krat, vse komade na pamet, tako pela zraven. Mojim staršem je šlo že zelo na živce. No ja, pol je ta obsedenost malo minila, ampak seveda pol takoj, ko sem videla, da so objavili razpis za Briljantino, sem si rekla, to pa moramo obvezno iti. Ampak v bistvu sem bila ravno takrat, kot sem omenila, ker sem bila 4-letnik, sem bila proti koncu gimnazije in sem se odločala, kam naprej. In sem ful razmišljala, da bi šla študirati v Amsterdam, jazz petje. In potem sem bila res ful v bistvu na razcepu, a ne zdaj se prijavim na to audicijo, ali ne grem v Amsterdam. In sem pa ful razmišljala o tem in s ful ljudmi sem se posvetovala, kaj naj zdaj naredim, s ful profesorji, z različnimi glasbeniki. In pa sem nekako prišla do zaključka, ok, ne bom se prijavila na audicijo, bom šla študirati, ker so mi vsi rekli, ne, kaj boš enkrat šla v to, pa nikoli ne boš dokončala študija, nikoli ne boš šla naprej. In sem rekla, ok, se bo še čas. In se nisem prijavila. In pol par tednov kasneje sem dobila klic od producenta, da me je pa v bistvu nekdo, ki je delal v ekipi muzikala Vesna, priporočil za ta muzikal in če bi prišla na audicijo, pa sem si pa rekla, zdaj pa moram iti. To je pa namenjeno. To je pa pač res bil tisti znak, ker sem pa pol vedela, ok, to je dejansko ta moja pot in sem šla pol v Briljantino. A potem je ta muzikal prišel čisto naključno ali je bila vedno želja, da bi pa zaigrala v muziklu? Ne, vedno sem si želela igrati in v bistvu, ko sem dobila pol dejansko to vlogo, je bila res taka uresničitev nekih otroških sanj in seveda tudi pač vedno sem si to želela. Pol pa je bilo sploh noro, ker je bila tako ogromna produkcija. Mi smo imeli takrat premiere v Galusovi dvorani Cankarjevga doma.
Igrali smo v Stožicah, igrali smo v Križankah. Tako zdaj, ko pogledam, se mi sploh ne zdi, da se je to zgodilo. Ne? Ker takrat se mi zdi, mi sploh nismo tega dojemali. Tako, mi smo bili vsi stari, tako ne vem, 18, jaz pa recimo Melanie Mekicar je bila isto takrat zraven, smo bili ful dobri prijateljci, pa še dosti nas je bilo takih, ki smo bili res v srednji šoli in mi smo igrali na takih velikih odrih in nam je bilo to tako, ja, jutro smo v Stožicah, tako, a veš, navaden. Tako da ja, zdaj se mi zdi, da bi verjetno malo bolj bila wow, ne. Ampak takrat nam je bilo pa to čisto nekaj navadenega in itak smo igrali predstave vsak teden po 3-krat, tako da je bila res super izkušnja. Ampak verjetno tudi boljše, da ste v bistvu reagirali tako, kot pa da bi se, ne vem, ful bali ali pa bili pod pritiskom, ker so pa zdaj Stožice, ne? Ja, to je tudi res. Pa tudi se mi zdi ful drugače, ker vsaj pri meni vem, da sem bila res ful pripravljena na vlogo, ne? Mi smo imeli vaje pol leta v kosu vsak dan. No, pa če si pri 8 letih znala celo Briljantino. Seveda, ne. Tako da se mi je zdelo pač, da sploh ni bilo nobene treme, ne? Pa je tudi nisi sama, ne? V bistvu imaš celo ekipo okoli sebe in v bistvu vsi drug od drugega nekako črpamo pol energijo. V bistvu na odru nas je bilo skupaj, mislim, da 40 plesalci, igralci, band, ogromna zasedba. In to je bilo res toliko zabavno. Pač. In pred predstavami, med predstavami, tako, ko se je kdo kaj zmotil in smo se pol smejali zadnji. Tako je bilo pač res dobro. Ampak tudi zelo dobro v bistvu, da si to doživela, neko sodelovanje s toliko člani. Ja, sigurno. Musical je res taka moja ljubezen, ful velika in če bi bila spet priložnost, bi šla absolutno spet v to. Je pa pač Slovenija žal res majhna, ne, tako da pač predstav ni veliko, ne. Pogrešaš? Zelo. Ja, zelo. Poleg tega pa ustvarjaš tudi svojo glasbo. Pred kratkim si izdala album in pa še pred kratkim pa nov single z Omarjem Naberjem. Ja, res je. Moj prvi album je prišel ven junija letos in sem ti v bistvu prinesla tudi za darivček. Evo, imam zate v bistvu album. Ful dobro. Takole. Pa sem ti pa prinesla še eno majčko. Da boš lahko pa še ti zaljubljena v ta svet. Lepo. Upam, da bo redo. Imela sem črno pa roza, pa sem te pa mečkam tako postokala, pa se mi je zdelo, da ti bo tale bolj postala. Mislim, da si zadela malo. Super. Evo, zvoli. Kako lepo. To si sama dala idejno zasnovo? Ali? Ja, v bistvu Zaljubljena v ta svet je naslov ta druge pesmi na albumu in se mi je zdelo, da zelo lepo povzame celotno nit albuma, pa tudi mene v bistvu. Tako da se mi je zdel tak primeren naslovček. Ja, mislim, da je že naslovnica, taka jo čista ti. Hvala. In s temi rožicami v lasih. Wow, res lepo. Hvala lepa. Pa lepo se sklada z najno sceno. To pa res. Še vrečkico sem tako zbrala, da vse paše, vidiš. Ful dobro. Ja, album je bil, zelo sem vesela, da je končno zunaj, najprej naj to povem, ker v bistvu planiran izid je bil leta 2020 in pol je itak prišla korona, tako da se je pol vse ful zavlekel. Jaz sem si pa res želela, da lahko pride tudi v fizični obliki ven, da lahko naredimo kakšen koncert, tako da sem vesela, da smo počakali. Sicer 2 leti, ampak nič hudega, da smo lahko naredili res lep, velik koncert. Vse je uspešno naredili in vse je super izšlo. No, ful dobro. Čestitke. Hvala. Pa v bistvu tvoj prvi album. Wow. Ja. Tada si verjetno zelo ponosna na njega. Zelo, zelo. Sem pa v bistvu tudi zelo vesela, da lahko zdaj v bistvu grem naprej, a ne, zaradi tega, ker v tem umestnem času sem pol nekako bremzala izide vseh novih stvari, ker se mi je zdelo, da bi bilo pol ful neumestno, da pa bi pa prišel album ven za 3 leta nazaj, ne. Tako da sem vesela, da v bistvu sem dala zdaj to ven in da lahko zdaj začnem tisto novo poglavje, pa nove komade in tako. Pa komade pišeš sama? Delava jih v bistvu skupaj z Aleksom Volaskom. Ponavadi on napiše melodijo, jaz pa tekst, ampak se tako malo dopolnjujeva pri vsem. Pa ne povema, da je Aleks tvoj mož, a ne? Ja. Za tiste, ki mu morda to je tudi kar ključen podatek. Ja, ampak zdaj si pa nastopila z Omarjem Naberjem. Kako je pa prišlo do te povezave? Ja, z Omarjem sva se spoznala v bistvu
tudi nekje tam leta 2018, ko sva začela v bistvu z Aleksom hoditi takrat, ker on sta bila pa že prej fulovra prijatelja in tako. Jaz sem bila pa namreč ogromna fanica Omarja Naberja, že tudi od majhnega, in sem vedno rekla, da je bil on moj prvi fant, ne, ker sem bila stara 4. Očitno so ti vse sanje iz otroštva Ja, izpolnjujejo. ampak mislim, da to ful ni redkost, se mi zdi, je bil tako od velik punc. Fant, ne, takrat. Oziroma smo si želeli, da bi bil. Tako da ja, mi je bilo ful noro, no, ko sva se spoznala in sva se tudi ful hitro ujela. Sem videla, da je ful v redu človek. Ne samo, da super poje, ampak tudi tako po osebnosti, da je zelo fajn. In smo se pa začeli tudi dosti družiti takrat in pol itak smo kaj skupaj zapeli in me je slišal pet in je že takrat rekel, wow, ti si pa pač imaš res nekaj posebenega v glasu in ful bi bilo dobro, da bi enkrat naredila skupaj duet. In sem rekla itak z veseljem. Tako da potem sva pa nekako čakala, da pride ta prav komad, da pride ta prav moment. In me je potem enkrat vmes med karanteno v bistvu, ko so lalih z Aleksom v karanteni, takrat se prav spomnim, me je poklical, napisal sem komad, pošljem ti ga na mail, posluši. In je bil ta komad in je rekel, da bi naredila duet in sem rekla, ja, z veseljem. Tako da smo potem v bistvu šli kar hitro v akcijo. Orkestracijo je napisal v bistvu moj zelo dober prijatelj Rok Jurečič. To je bil nekako moj doprinos temu komadu, ker na začetku je bil mišljen samo kot bendovski komad. Se mi je pa zdelo, da bi res pasala noter res taka lepa orkestracija, violince in tako cel orkester. In sem imela prav in tudi Omar je zdaj zelo vesel, da smo šli pol po tej poti, ker res se mi zdi mu dodati isto vrednost. Sploh pa k temu videospotu, ki je zelo tak brezčasen, noter nastopa tudi Milena Zupančič, pa Boris Kavaca, to je bilo tudi noro sodelovati z njima. Kako je bilo stati ob takih zvezdah? Ja, v bistvu ful čuden, ne? Pač poznaš jih itak že celo življenje in potem pač tam, ne? V bistvu kot neka tako navadna človeka, ne? Pač sedimo tam in jemo nek narezek in se malo pogovarjamo, ne? Tako, ampak super izkušnja, no? V bistvu tudi one dva sta oba bila zelo prijazna, zelo super. Pesem jima je bila ful všeč in Milena je tudi ful pohvala moje petje, tako da itak mi je to tudi ogromno pomenilo. Tako da je bil en tak zelo lep projekt in mislim, da je tudi nastal super videospot in sem zelo ponosna, no, na to sodelovanje v celoti. Super. Tako da tisti, ki so ga še niso pogledali, si morajo nujno pogledati. Obvezno na YouTube. Je lepo. Pa stoji kakšna posebna zgodba v besedilu? Ja, besedilo je v bistvu napisal od Omarja prijatelj za svoje starše, ki so imeli neko obletnico poroke. In ko mu je pokazal ta tekst, je pa Omar rekel, wow, to je pa res nekaj posebenega, a mi dovoliš, prosim, da jaz to uglasbim. In je Unitak rekel, seveda, ja, lahko. Ja. In je potem uglasbil to besedilo in pol je nastala ta pesem. Tako da nosi tudi eno tako lepo zgodbo, resnično. In zdaj imata tudi tisti parček svojo pesem. Dejansko. Ja, v bistvu res. Ful v bistvu lepo. res. Sta lepo zapečatila svojo obletnico. Definitivno. Ko smo pa prej omenjali Amsterdam, si se pa v bistvu pol podala na študijsko pot v Graz. Ja, v bistvu moj mindset je bil, ok, zdaj tja ne grem, kam lahko grem, da je malo bližji. Kar je bila v bistvu mogoče malo napaka, ker nekako že prej je bila pač tako opcija te šole, ampak nisem čutila, da je čist zame. Tako da pol sem se pač odločila zgolj na podlagi tega, ker je bilo blizu in sem mislila, da se bom pač lahko vozila gor dol, kar je bilo pa itak no go, ker mi smo imeli takrat včasih tudi 4 predstave na teden in sem bila res izčrpana, pač pa sem se vozila gor na faks in nazaj na predstave, itak s predstavo smo bili koncu 1 zjutraj in pa sem se vozila še 2 uri gor v Avstrijo. In je bilo pač, ni bilo v redu, tako da ful sem bila pod stresom, res ni mi bilo dobro, tudi šola mi ni bila tako blizu. In ful sem bila v bistvu tako, vsakič, ko sem se gor vozila, sem se jokala, pač res mi je bilo tako mi je bilo težko pri srcu, ampak sem nekako mislila, če sem se pač zdaj tega lotila, ne moram pač zdaj to narediti. In potem enkrat sem dobila pač klic od mojih staršev in sem mi rekla, Saša, gled, če imaš ti občutek, da moraš to delati zaradi naju, pač ne rabiš, midva sem hočela, da si ti srečna letos šolo, super, če pa ne, pa tudi super. In se mi je sam tak kamen odvalil od srca, prav spomnim se in sem isti dan sem končala in sem šla domov. Ker je potrebovala to slišati, ne? Ja, po moje, da res, ker vse do tiste točke, vedno sem počela milijon stvari, a ne, in vedno mi je šlo to super. Pač že tudi, ko smo bili v srednji šoli, a ne, pač vaje in matura in to vse, pač vedno sem vse shendala in sem si rekla, ja, to bo šlo takole.
šole. A ne. Ampak je pa pač tukaj bilo veliko več enih faktorjev. Že ta vožnja, ker te vožnja sama izčrpa. Ja, in še v bistvu gor jim je šlo zelo, zelo v nos, da sem jaz nastopala. V bistvu so mi tam vsi pregovarjali, da naj pač neham nastopati v tem muziklu, ker pač moram se zdaj posvetiti tam jazzu in to. Ja, to smo pozabili omeniti, da v bistvu si... Jazz petje, ja. Tako. Sem šla študirati. Tako da nekako tudi to mi pol ni bilo okej, a ne, ker itak... se mi je zdelo na neki točki, bom pač prišla sem in bom hotela nastopati. In sem se pol odločila, da se pač podam po tej poti. Mogoče pač to ne bi bila odločitev za vsakega, ampak je bila pač moja in sem vesela, v bistvu, da se je tako izšlo in mi ni čisto nič žal, ker sem pa pol začela pač delati na tej svoji poti, na svoji karieri in v bistvu se mi je tudi to pol v redu izšlo. Zame. Mi je zelo všeč, da si delila svojo zgodbo. Se mi zdi, da mogoče pa to rabil pač slišati, ne? Ja, sicer vedno mi je tako mal, nočem za nobenega pregovarjati, pusti šolo, ne? Ker pač ni to glih najboljš. Ker naj povem, ne, da če bi bila v Ljubljani, oziroma vsaj v Sloveniji pač tudi opcija, recimo študirati jazz petja, bi tudi jaz sigurno šla. Pač mene samo ta tujina pač ni bila zame in tudi nisem se bila pripravljena pač odpovedati tukaj življenju, pa tukaj ustvarjanju naprej, zato da bi pač bila nekje pol 4 leta ali še več. Tako da ja, to je bila pač moja zgodba. Lahko bi rekli, da je nauk te zgodbe, da moramo preučiti vse dejavnike. Tako. Postaviti pa sebe na prvo mesto. Pa predvsem poslušati sebe. Tako je. A je bil v tej zgodbi že vključen Alex, takrat že začela? Ja, takrat sva že bila skupaj. On je v bistvu tudi šel z mano potem gor v Gradec in sva tam skupaj živela tudi nekaj časa. On namreč pač dela večinoma od doma in je rekel, pač meni je tako vseeno. Ja, pa še neka nova izkušnja v tujini. Ja, neka nova izkušnja. Tam si je tudi v bistvu ful enih novih poznanstev naredil, se je tudi malo povezal s kakšnimi tistimi producenti njihovimi in tako. V bistvu se mi zdi, da sem imel on tako dosti boljš kot jaz, ker je pač še vseeno tako ful bil kreativen, ful je ustvarjal in tako. Tako da ja, njemu je bilo tudi v bistvu fajn, ampak mislim, da tudi ni imel nič proti, da sva šla potem nazaj. Neka izkušnja, pa se je končalo, oba sta verjetno od tega nekaj odnesla. Definitivno se tudi veliko naučila, ker že tudi tako, ne vem, če že v osnovi nekako čutiš, da nekaj ni, pa si pol vseeno, saj bo, se mi zdi, vedno se pol izide na konc, tista prvi občutek je bil ta prav. Ja. Pač tudi tako se mi zdi v nekih zvezah, v nekih tako razmerih, tudi delovnih, karkoli, pač, če imaš na začetku nek feeling, tako nekaj ni okej, ponovadi se tudi pol na koncu tako izide, ne? Ampak je pa vse neka lekcija, iz vsega se nekaj naučiš, ne? Ja, tako je. Si pa zdaj ful v bistvu fajn napeljala, ker sem pa brala, da si v enem intervjuju rekla, da si takoj na začetku z Aleksom čutila, da pa je to. Torej bil tisti prvi občutek pravi. Ja, tukaj pa res v bistvu. Midva sva začela in pol se je vse v bistvu odvilo zelo hitro. Oba sva se mi zdi zelo hitro že imela občutek, da sva pa zdaj skupaj že 10 let in da se pač poznava že celo življenje. In je bilo res tako. Tako da že, ko sva bila skupaj recimo 1 mesec in pol naj jo kdo vprašal, koliko časa sta pa skupaj in nam je bilo kar tako bed, rečemo, šele 1 mesec. Ja. Ker imaš ono res feeling, okej, ne. Tako da ja, sva se tudi zelo hitro povezala. V bistvu sva se predvsem skozi glasbo takrat tudi spoznala in je bila to tista ta prva najina skupna ljubezen in skozi to se je potem razvila tudi prava ljubezen. Se mi pa zelo dopade, da sta se poročila mlada. Hvala. In vidim, da v vseh intervjujih je to skoraj da glavna tema. Je res, ja. Itak je to vsem zanimiv, ni to danes pač neka taka običajna stvar. Čisto iskreno, v bistvu tudi jaz zdaj, ko pogledam nazaj, se mi zdi, oziroma da bi jaz zdaj pač pogledala eno punco, ki je stara 20 let oziroma 21, jaz bi rekla, kaj je s tabo narobe, pač ne se poročiti, ampak ne zato, ker je bilo slabo, ampak avtomatsko pač imaš v glavi, da to pač niso ta leta. Ampak ja, ne vem, takrat se nama je zdela to pač neka naravna pot, oba sva čutila pač, da je to in je šlo v bistvu samo od sebe potem od tam naprej. In po fotografijah sem videla, da je bila tudi poroka zelo lepa. Ja, poroka je bila čudovita, v bistvu res taka sanjska. Poročila sva se na gradu Štanjel.
Štanjel, tako oni tako rečejo. Jaz sem v bistvu brskala lokacije po internetu in tako na spletne strani najlepših mest za poroko. In sem potem nekje našla Štanjel. In sem rekla, ja, to pa obvezno, to je pa res tako lepa lokacija. Nisem ga še nikoli prej videla. In ker sem videla mostiček in vrt, sem si rekla, ja, to je to. In sva šla pol pogledat en dan in sva se malo sprehodila in nam je bilo obema res, res všeč. Jaz sem se čisto zaljubila v ta kraj in sem ful vesela, da sva se odločila, da se bova tam, ker sva dobila potem tudi res super, kako se temu reče, wedding plannerko. Tako, organizatorko. Tako, ker sva dobila res super organizatorko in je potem tudi vse dekoracije in vse so bile pač čudovite, rožice, res tako čisto v mojem stilu, tako da res je bilo lepo. Se mi zdi, da je bilo tako 100 let nazaj, tako zdaj, ko gledam slikce, pa res ta dan gre tako hiter mem. To ti vsi rečejo, ampak nekako, ko si šele ko si sam tam vidiš, koliko hiter zares gre. Zjutraj se mi zdi, smo se rihtali in pol je bilo tako in je bila polnoč in smo jedli torto, pač res v sekundi. Ampak ja, je bilo pa res čudovito. Katero obletnico zdaj praznujete? Zdaj smo imela drugo letos, tako da zdaj smo v 3. letu. Sva pa v bistvu skupaj zdaj že koliko? 5 let? 5 let. 5 let skupaj, pa 2 leti poroke. Tako. A še kdaj obiščete grad, kjer ste se poročila? Ja, greva zelo velikrat rada tja. To sem tudi prej hotela reči, da mi je super, da smo zbrala tako lokacijo, zato ker zdaj greva pa velikrat rada tja in nama je pol to res tako posebno mesto. Se mi zdi čisto drugače, kot če bi se nekje, recimo v Ljubljani, kjer so pač skozi, se mi zdi pa malo vzame te čarovnije stran, kot da greš pol res, ne vem, parkrat na leto tja in se res spomniš teh trenutkov in je tako ful posebno. Se strinjam, ja. Kaj pa doma? Prej sem razmišljala, glede na to, da sta oba glasbenika. A se kdaj čisto spontano usedeta na kavč in muzicirata? Zdaj ne več. Je pa bilo? Na začetku pa velikrat. Na začetku velikrat, ampak zdaj pa glede na to, pač, da je to od obeh poklic in da sva v bistvu skozi nekako v tem poklicno. Potem, ko sva doma, se mi zdi rada, se malo umakneva od tega. Ker takoj, ko začneva nekaj vaditi ali nekaj igrati, je pol spet delo. Tako da se rada pol malo umakneva od tega in v bistvu se bolj nekim običajnim stvarem doma pač rada prepustiva, ne vem, gledava filme, greva na sprehod in tako. Na začetku sva pa veliki, tudi tako malo random skupaj zapela in tako. Lepo, to si predstavljam en tak ful dramatičen trenutek. Ja, je bilo ful lepo. Ampak ja, zdaj sva pa nekako v bistvu videla, da nam tako malo več miru prinaša, če probava pol doma malo ločiti. Ja, da odklopita, ja. To je res, ja. Ker če si v bistvu vas dan vpet v to in potem prijaš domov in spet v bistvu. Ja, si predstavljam. Ja, na ta način. Boljše odklopiti. A bi mogoče lahko izpostavila eno stvar, ki pa se je morda spremenila, odkar sta poročena? Ki se je spremenila? Kaj pa vem? V bistvu mi do svetek že prej skupaj tičala, tudi že prej smo skupaj živela. Tako da bistveno se pač ni spremenil nič kaj dosti. Mogoče res še bolj ta neka vpletenost na vseh področjih življenja, sploh pa v poklicnem. Tako da ja, tako kot si prej rekla, na vseh intervjujih, ko vsi pač o tem nekako hočejo govoriti, sva se tudi nekako zdaj pač odločila, da probava se malo distancirati tudi od tega. Ker je že tako logično, da naj vsi mečejo v isti koš, valjda se smo poročena, pa skupaj ustvarjava pa tako. Ampak se mi zdi pa tudi zelo važno, glede na to, da imava vsak nekako svojo karierno pot, da tudi probava nekako graditi na tem vsak po svoje. Čeprav pa imate tudi skupne duete, ne? Ja, imava en skupni duet. Zaenkrat. Se pripravlja še kaj? Trenutno ne, ampak sigurno bo pa še kaj v prihodnosti. Je pa ta ena izmed mojih najljubših pesmi, tako da lahko razkrijem, da tudi nekaj pripravljava letos za Božič. Lepo. Ja. Lepo, nova božična popevka. Morda, bomo videli. Mogoče pa res. Na internetu sem pa v bistvu zasledila, da si pa bila v življenju diagnosticirana tudi z eno boleznijo. To se je zgodilo že pri 11 letih, če imam prav. Ja,
Pri 11 letih sem dobila diagnozo v bistvu za sindrom podaljšane QT dobe, zelo dolgo ime. Ne poznam v bistvu. Ja, saj ni neki ful znana bolezen. V bistvu ful sem imela probleme, skozi sem nekako skupaj padala, noben ni vedel, kaj je narobe z mano. Pol so nekako vedno to k stresu povezali, in sem šla pol domov in pa se je spet to ponovil. Enkrat sem recimo se vozila s kolesom in sem padla dol. In je bilo tako, no, tudi za moje starše, pač tako vsi smo bili zmedeni, kaj je to. In to je stresno za njih v bistvu. Ja, absolutno. Sploh, ker sem bila že tako majhna, in potem sem bila v bistvu skozi po bolnicah, tako 8., 9. razred sem bila po moje več v bolnici kot doma. Ampak v bistvu sploh z nobenim bistvenim razlogom, pač v bistvu samo tam sem bila, ker so bili vsi tako, kaj je to, ne. Tako da skozi sem imela neke težave, skozi se je to nekaj ponavljalo, in smo delali ful različnih preizkusov, oni so hoteli v bistvu izločiti vse ostalo, preden bi prišli do srca, ne. Torej smo pač gledali, kaj je narobe, ne vem, z možgani, kaj je narobe z vidom, ker sem je ful vrtela, kaj je narobe, ne vem, z vsem možnim. In smo delali vse razne preiskave in potem v bistvu čist na koncu smo pa šli na preiskave srca in smo imeli potem, smo naredili pač adrenalinski test, par različnih teh obremenitvenih testov. In potem na tem adrenalinskem testu se je pa pokazalo, da gre pač res za ta sindrom. V bistvu zadeva, z njo se da pa zelo lepo živeti, je pa tako kar nevarna stvar. V bistvu moj trigger pri tem tipu, ki sem ga jaz imela, je bil recimo, da bi se ful močno ustrašila, in na zvok recimo sem bila jaz ful občutljiva. Torej recimo une budilke zjutraj, ker so kakšne une stare, da iz nule začne ful na glas, od tega bi recimo lahko se meni srce ustavilo, ker pač v bistvu ta šok, adrenalina. Tako da je bila v bistvu kar težka stvar za sprejeti pri toliko majhnih letih, ker sem mogla v bistvu prenehati z vsemi aktivnostmi, torej recimo ples, pri športni vzgoji tudi nisem bila več, odbojko sem prej trenirala, sem tudi mogla nehati. Potem recimo kakšni adrenalinski parki, to absolutno odpade, tudi na trampolinu recimo nisem smela skakati. V bistvu zelo je bilo tako, zelo strašno, sploh pa ker na začetku, ko so nam to povedali, smo bili tako vsi pol ful prestrašeni in še tiste stvari, ki bi jih recimo lahko, smo bili pa tako, ne, rajš, ne. Čistuno po, v bistvu vsi smo bili zelo previdni, pač sploh moja starša. V glavnem potem sem dobila en snemalnik, ki mi je za stalno snemal EKG, zato da bi pač lahko bili skozi lepo pod kontrolo, da bi videli, če je bile kakršnekoli spremembe in karkoli. In potem, ko sem bila stara 14 v bistvu, ko sem šla na eno preiskavo, tako rutinsko, so videli, da sem imela 3 zastoje srca. V bistvu za 2 ne vem, kdaj sta se zgodila, verjetno med spanjem. Ta tretji se je pa zgodil, se pa prav spomnim, ker je bila glih po naključju mami doma, ker sem se zjutraj rihtala za v šolo, in ker sem se pač oblačila, sem hodila po sobi in sem se butanila z nogo v rob od vrat, veš, ko so tako malo dvignjene, stopnička. In sem se ful močno butanila in v tistem napol zaspanem stanju sem se itak ful ustrašila. In sem prišla pač do kavča, mama je bila z mano, in pol je mami rekla, da sem sam naenkrat pač samo v oči tako nazaj in sem pač izgubila zavest. In pa sem se pač zbudila in sem ji rekla, joj, mami, mislim, da bom skupaj padla. In je rekla mami tako, ne, v redu si, v redu si, nič ne bo. In v tistem momentu v bistvu se mi je srce ustavilo za 7 sekund. Ampak potem je, hvala Bogu, pač začel sam od sebe nazaj biti, lahko se pa to v kakšnem drugem primeru tudi ne bi zgodilo. Tako da iz tega razloga sem pa dobila spodbujevalnik, ki ga imam še vedno. Tako da zdaj me pa pač čuva. In hvala Bogu, pač nisem imela nobenih težav od takrat, ko ga imam. Tudi od takrat pa nisi imela teh zastojev? Ne, v bistvu zato ga imam, da pač on v bistvu to kontrolira, če bi prišlo do česarkoli, on v bistvu potem na mest srca pošilja te elektrošoke. Ampak v bistvu je pa tudi, za kar sem zelo hvaležna, se ta bolezen iz najstniških let do zdaj zelo, zelo, zelo umirila in je ful izvenela in v bistvu nimam že par let res nobenih težav, tako da sem ful vesela. Me veseli, ker sliši se v bistvu res grozno.
Ker da se ti ustrašiš, si predstavljam, da ne moreš vedno vplivati na to, a se boš ustrašil ali ne. Ja, sigurno. Mislim, potem tako vsi, ki so mi bili blizu, so pač že vedeli, ker sploh tako, ko si pač otrok, tako se ful radi vsi med sabo neki. Tako da pač, da smo se temu izognili. Se pa pač absolutno naučiš živeti s tem, sej tako nimaš izbire v bistvu. Pač najdeš stvari, ki jih lahko počneš in stvari, ki ne. In mami recimo je vedno rekla, da se pa njej zdi, če je bilo pa to za kaj dobro, zato ker sem se pol iz tega razloga toliko bolj posvetila glasbi in toliko bolj v bistvu zbližala z glasbo, ker drugače mogoče, če bi še ful drugih stvari zraven počela, se ne bi res toliko 100% posvetila. In to je pa res tisto, kar sem pol jaz tudi vedno rekla sama sebi, da glasbe je pa petje, da tega bi pa ne more noben vzeti in to bo vedno tisto, kar bo moje. Tako da tudi v bistvu super, da nimam nekih ful problemov s tremo in temi stvarmi, ker bi to tudi lahko bil potencialen problem. Ja, imaš prav. Ampak hvala Bogu ne, tako da sem zelo hvaležna. Tudi na začetku je nisi imela? Na začetku itak je bil malo bolj problem, ampak vsaj pri meni je bilo vedno tako, preden sem stopila na oder, recimo tudi, če sem bila ful živčna, ko sem enkrat bila gor, je šlo lepo vse stran in sem res lahko, ne vem, nekako zaživiš v tem momentu, ko poješ, ko imaš glasbenike zraven sebe in občinstvo in lahko to nekako predaš naprej. Imaš kakšen ritualček pred nastopi? Ne, to pa v bistvu res ne. Ko mi čakaš, da stopiš na oder? Ko mi čakam, da grem na oder, v bistvu res. Torej ne maraš tistih 15-minutnih zamud? V bistvu, kaj pa vem, te zamude so nekako na vseh koncertih že nekako tako standard, ali so pač to neke tehnične stvari, ki jih je treba samo še last minute pač porihtati, ali se pač moramo vsi še pripraviti. Tako da se mi zdi, ni s tem čisto nič narobe. Kakšen je pa občutek, ko greš na oder in te spremlja cel orkester? Fenomenalen, v bistvu super. Je pač res, ta prvič, ko sem tako zapela z res tem velikim orkestrom, je bilo na Kongresnem trgu v Ljubljani za poletno noč. Takrat itak je te toliko enih občutkov preveva, da v bistvu ti je čisto vseeno za tisti orkester, ker imaš toliko drugih stvari v glavi, sploh pa, ker prvič poješ pred toliko ogromno množico, in še televizija je snemala, bil je pač prenos in tako. Za prvič je to velik zalogaj. Ja, tako da v bistvu se čisto iskreno čista prvega nastopa, ko sem pela Mlade oči, sploh ne spomnim. Pač spomnim se, da sem prišla na oder in pol blank in pol sem šla dol. Res. Ker je kar vse nekako šlo tako v trenutku. Ampak res tak, kljub vsemu pač občutek, ki si ga pač zavedno zapomniš. V bistvu spomnim se pač vneta glavne luči, ki te pač res tako v smer in vse skupaj pač res toliko lepa izkušnja in tudi ta nastop je bil v bistvu tisti, ki me je pol tudi zares izstrelil in po njem še vedno ogromno ljudi pozna in tudi Mlade oči je zdaj nekako pesem, ki je kar malo postala moja, tako vedno, ko pridem kamorkoli rečem, lahko Mlade oči. Ja, tako da. Ne, se je res lepa pesem. Je. Drugače tudi jaz igram v pihalnem orkestru. Res? In zato me še posebej malo zanima, kak je pa v bistvu vaš vidik, ko stojite pred nami. Ja, to se da, se mi zdi, dosti bolj začutiti na vajah, ker si res pač malo bolj prisoten tako z bendom, na odru še vse in se bolj posvečaš publiki in pač da navzven vse zgleda. Ampak se mi zdi, na vajah je pa res, sploh ker so ponovadi tako v manjših prostorih in pa res vse skupaj ful zazveni. Tako je res super. Kaj pa igraš? Klarinet. A res? Super. Moj najboljši variant tudi igra klarinet. Ja, ampak v bistvu študira na Dunaju. Do tja pa nisem prišla. Ampak imaš prav, v teh manjših prostorih si v bistvu ful povezan. Ja, ful. Tak res čutiš, slišiš vsako malo, da lahko to popraviš, prilagodiš. Dober feeling. Res. Pa sploh vse te vibracije, pač sploh tako odpihal, recimo, ker pač res je tako taka veličastna zadeva. Ja, tako. Za konec bi te pa rada postavila pred izjivček. Okay. Vse ti bo šlo. Torej, da dopolniš, v bistvu nadaljuješ moj stavek. Okay. Ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo, da sem vesela. Ja, ne vem. Mislim, imam tudi jaz tak feeling, da si vedno nasmejana, pozitivna. Vedno ne, se pa trudim. Se ne moremo biti ves čas, ker tudi ni v redu. Ne? Res, ampak se pa trudim pač ves čas nekako gledati iz pozitivne stvari, kar tudi vedno ni tako lahko. Danes zjutraj sem
peljala svojo psičko na sprehod v gozd in je bila ob tem zelo vesela in sama metali palčko in je bilo super. Ne maram. Ne maram hrušk. Res? Ja. Ampak tako surovih hrušk, ne vem, tako tekstura mi fulni, ker drugače fulni sem zbirčna, vse mi je všeč, ampak hrušk pa ne morem. Ampak tako recimo v sladici so mi pa ok. Aha. Če so tako kandirane ali pa pač mal s cukrom, tako Tisto pa gre. popečene. Tisto gre, ampak tako surova hruška. Zanimivo. Nisem še imela takega odgovora. V prostem času. V prostem času rada grem na sprehod. S psičko. Ja. In pa najraje imam. Najraje imam petje. Že skoraj malo kičasto. Malo kičasto. Ampak je res, ker sem prav pomislila, kaj ne zarečem. Ampak je pač res tak občutek, ki v bistvu ti gre čez celo telo. Ker petje oziroma glas je pa res pač inštrument, ki prihaja iz tebe in v bistvu s celim telesom potem to začutiš. In je res najlepši občutek. Zelo lepo si povedala. Saša, najlepša hvala za tvoj čas, da smo poklepetali ob skodelici kave. Hvala lepa za povabilo še enkrat. Upam, da sva pokrili vse. Mislim, da sva. Pa upam, da ti bo darivček v redu. Ja, grem probat. Super.